Predvsem smo zaradi tega tudi danes na ogledu. Prvič, ker smo želeli prepričati se dejansko, kakšne posledice je to neurje pustilo, govoriti tako z vodstvom občine in pa drugimi pristojnimi inštitucijami in seveda tudi samimi pridelovalci, kmeti. Sedaj seveda po teh prvih neuradnih ocenah škode pričakujemo tudi uradne podatke. Uradni podatki bojo seveda dali tudi podlago za to, da lahko razmišljamo, kakšna bo tista najbolj optimalna ali pa sploh možna oblika pomoči. Seveda v prvi fazi računamo na to, da je bil pridelek vsaj v nekem obsegu zavarovan, zato ker seveda škoda po toči se da pri zavarovalnicah zavarovati in že tam naletimo na problem, ker vkolikor določena škoda je zavarovaljiva, seveda potem je zelo težko dodeliti oziroma nemogoče je neopravičena državna pomoč za isti namen. Zato predvsem se razmišlja o dodelitvi državne pomoči tam, kjer je bila povzročena škoda od vetra, zato ker tistega še ni moč zavarovati. V drugih primerih bomo pa seveda pogledali potem, ali je možno pripraviti tudi kakšen interventni zakon, ki bi ga seveda pripravili za vsa območja v Sloveniji, ki so bila prizadeta, in potem znotraj interventnega pogledati, kakšne so možne oblike pomoči, s katerimi bi lahko tudi pridelovalcem pomagali. Predvsem gre še za posebno specifiko škode na takšnih površinah, kjer so težji obdelovalni pogoji, kot smo danes priča, to se pravi kmetije v hribovskem predelu, kjer je že v osnovi težko zadržati, se pravi pridelovalce tukaj, kot vemo, stroški pridelave so večji, težje je obdelovanje, zato so seveda v takšnih primerih še posebej dodatno oškodovani in seveda tudi izgubljajo motivacijo za obstoj na teh težkih območjih. Naravne nesreče so nekaj, na kar žal nimamo vpliva, vedno pogostejše so, gre seveda od tistih zimskih, spomladanskih pozeb, potem suše, poplave, imamo določena območja, kjer redno poplavljajo, toče, da ne naštevam. Torej temu smo priča in tako bo najbrž tudi v prihodnje, zato je potrebno iskati predvsem in tudi investirati v vse možne oblike zaščite. Mi prihodnjo finančno perspektivo usmerjamo tudi v to, da bomo v čim večji možni meri podprli vse tiste tehnološke ukrepe, s katerimi seveda lahko pridelek zaščitimo. Na drugi strani pa zelo razmišljamo oziroma pripravljamo tudi sistem neke vrste vzajemnega sklada, v katerega bi pridelovalci vplačevali določen znesek, seveda glede na njihov obseg pridelave in pa kmetijskih površin, potem seveda s pomočjo države ta fond oziroma sklad okrepili in potem omogočili tudi črpanje iz tega vira v primeru potem nastalih škod po naravnih ujmah. Torej zdaj najprej uradni podatki, pol pa kdaj približno bi lahko kmetje pričakovali vsaj neko obliko pomoči, če bojo do nje upravičeni? Torej v prvem delu, ko smo si ogledali škodo na območju severovzhodne Slovenije, to je Ormoža in pa okoliških haloških in pa Slovenje-goriških občin, je bil ta popis že narejen, zato je država oziroma vlada se na seji v preteklem tednu že odločila in dodelila prvo humanitarno pomoč. Seveda gre za tiste najnujnejše posege, ki so prizadeli prebivalce, kot recimo nezmožnost bivanja v objektih, ki so bili poškodovani, in seveda enako bomo storili tudi za druga območja v Sloveniji, ko bo škoda popisana, se pravi najprej za neko obliko humanitarne pomoči, ki jo bojo seveda prebivalci lahko takoj že dobili. Potem, kot rečeno, je potrebno pogledati, katere površine so bile zavarovane, to itak pridelovalci naredijo sami, pokličejo zavarovalnice k oceni. Tam, kjer pa so površine, ki jih ni možno zavarovati, kot sem rekla, za primer škode po vetru, bomo pa seveda mi pristopili k pripravi predloga za izplačilo državnih pomoči.